Ste vedeli, da je ruski predsednik Putin nosilec črnega pasu 9. dan v tekvandoju? Njegova najljubša borilna veščina pa je sambo, ki vam ga bomo v naslednjih minutah tudi predstavili. Dimitrij Stojanov, Diana Robar in Blaž Brumec iz Srednje prometne šole Maribor. Dobro jutro želim. Dobro jutro. Najprej, da rešimo gospoda Putina. Ste ga videli kdaj, da bi se on boril? Ja, na posnetkah ja, direktno tak na tekmovanjih ni. Pa je dober borec ali je to samo taka maža za oči? Ne, samo povem, da zelo dobro obvlada. Je dobil tale 9. dan, črni pas, 9. dan v tekvandoju zaradi tega, ker je predsednik ali ker je dejansko tako dober? Seveda zelo dobro pripravljen, pa ima vse pogoji za dan, tisti, ki je dobil. A je res? Mislite, ja. ali se bojite malo povedati? Ne, ne bojim se, zato ker vem, da zelo dobre športne kondicije Putin, vedno. Gremo zdaj na to borilno veščino sambo. To je njegova najljubša borilna veščina. Zakaj? V Rusiji zelo priljubljena sambo, pa navadi vseh specialnih enotah, pa povsod v Rusiji sambo šport številka 1. Kdo je naredil ta šport, kdo si ga je izmislil? Самбо была установлена в Руси лета 1938 лета за потребы полиции и специальные ноты за КГБ, армия, войско, за все остальные. In kdo danes uporablja to borilno veščino? Zdaj trenutno sambo zelo razširjeno po celom svetu. V več kot 90 državah sambo trenirajo. Večinoma seveda najboljši so športniki, to je Rusija. Zdaj vidimo te posnetke, ne, že. Kateri borilni veščini je recimo sambo najbolj podoben? Ну, takšne borilne veščine kot jiu-jitsu, judo, rokoborba, aikido, kickboxing, vse borilne športi. Malo je združeno, ne? Ja, to je namenski šport, verjetno, ne? Ja, iz cele Sovjetske zveze izbrali najboljših trenerjev, dali nalogo, naj proštudirajo vsi borilni športe in na podlagi tega izberijo najučinkovitejše prijeme, s katerimi se da premagati nasprotnika. In na takšen način je bila ustanovljena borilna veščina sambo. Ampak borilna veščina v osnovi bi naj pomenila neko samoobrambo in potem izviramo iz te samoobrambe, da nekomu lahko vrnemo, ne? Ja, zato ker to je bila prej zaprta športna panoga za specialne enote in ni vsi vedeli za... Zakaj pa so jo potem odprli? Zakaj? Mislim, zdaj, če je uporabljala policija, pa vojska, pa KGB, ne? KGB, to je bil tudi Putin zraven, ne? Ja, zato ker obstaja dve panogi, športna panoga, pa obstaja zaprta samo za specialne enote, pa za KGB. Aha. Torej še obstaja ena malo močnejša različica te sambe. Danes ste prišli v studio tudi dva učenca, dijaka, pa tudi sicer prometna šola je imela v Rusiji neko tekmovanje, oziroma ste se udeležili tekmovanje. Kako ste se odrezali? Smo bili v ene iz največjih centrov v svetu, Sambo 70. Tam smo imeli skupne priprave, izpopolnjevanje vedno. Imamo sklenjeno pogodbo s tistim največjim centrom. Njihovi najboljši športniki vedno vsako leto k nam prihajajo, tudi najboljši trenerji pri nas usposabljajo naših bodočih varnostnikov. Kje se dan naučiti to borilno veščino v Mariboru? V Mariboru imamo trenutno 3 kluba. Najboljši center imamo v prometni šoli, sodobno opremljen center in mislim, da tisti, ki bodo prišli na prometno šolo, bodo obvladali. Ja, in tam vi poučujete to borilno veščino, ne? Zato jaz predlagam, da pa pridemo še na tale plastični prikaz, na demonstracijo v studio Diana in Blaž. Izvolite, mi bomo pa stopila kar malo v ozadje. Kaj boste pokazali? Osnov samoobrambe. Osnove samoobrambe. Da vidimo tole samoobrambo. Tako, to je v primeru, če te ženska napade, ne? Ja. Če te ženska na ulici napade, da je pač to narediš, če te želi To je še dobro, da je tatami, ne? Ja. Še kakšne davljanje pogosto se dogaja na naših ulicah. Recimo zdaj pa... Kaj pa, če moški napade žensko? Dobiva nazaj. Dobiva nazaj vedno, ne? Moški smo vedno tisti, ki plačamo potem. Tako. Recimo, kaj pa se zgodi z nekim topim orožjem, ne?
Ja. nož, sicer to ni Obramb. pogosto, ne? Ja. Bomo videli zdaj, če Ga obvladajo. imate? Imam, ja. Imate nož? Ja. Ho, Komu? dobro, prav. Prepustim. Kdo od vaju si to želi? Torej, napad z nožem, udarec, kje boste malo pokomentirali? Ja, zdaj napad zgoraj, ja. Dva Ja. napada, obramba. Torej, napadalec vedno skupaj Ja. pri tej zadevi. Pa še od spodaj, in je že odletel. Zdaj pa naslednja stvar, ne? Še manj pogosto pa je, če s pištolo, ne? Ja, tudi včasih. Kaj? Tega nimamo zraven. Nima, čakaj, Nimamo. imam jaz vedno eno zraven, čakaj. Evo, evo, vidiš, pa imaš. hvala lepa. Zdaj pa pokaži. Kaži. Tako se predamo in potem ponižno uližemo, ne? Tako, še enkrat. Ojoj. Zdaj mogoče počasni Kaj pa če od posnetki. zadaj? Kaj pa če od zadaj? Aha, Ja, to. Če Na tako- kakšen način? Tako. praktično Ja. za vse slučaje, ne? Kar stopimo naprej. Blaž, po končani izobrazbi boš, oziroma po končanem šolanju boš ti imel kakšno izobrazbo? Tehnik varovanja. Tehnik varovanja. Kaj boš počel kot tehnik varovanja? Ja, različno, lahko se zaposlimo v zasebno varnostnem podjetju, delam kot varnostniki, prevoz denarja, varovanje oseb. Lahko pa tudi gremo dalje v šolanje, pa se pridružimo policiji ali pa kakšne druge te varovalne službe. Zakaj se ti zdi, da je borilna veščina sambo, če se ti seveda zdi, ne, da je najbolj primerna? Ja, zdi se mi zaradi tega, ker se učimo, kot da bi te kdo napadel na ulici. Torej, praktično delamo s pištolami, noži, učimo se vklepanja. Večinoma, kaj bi pokomentiral, uporabno je. Uporabna borilna veščina, tako za moške kot tudi za ženske, Diana, ne? Ja. Ti boš pa telesna stražarka. Ja, Ja? vaša. Ok, sprejmem. Ne, resno, kakšen je tvoj cilj? Verjetno ne boš varnostnica, ne? Ja, verjetno grem dalje v policijo. Ja. Kako ti recimo temu sambo koristi pri Ja, mogoče, koristi ne mi vem, po pri čem, stroki, ne? koristi mi pa tudi tako v realnem življenju, če se mi kaj zgodi, ne, in če me kdo napade. bi ga znala, ne? Ja, normalno. Ali nož, ne? Ali gole pištolo. roke, ali pištola. Hvala lepa vsem skupaj za obisk v studio in pogovor pa te premete. Zakaj pa imaš to modro? Ja, Diana. Diana, ne? Ja. Kako hitro se to zgodi? Hvala vam še enkrat.